Gideon je poslal vse Izraelce domov, obdržal je samo 300 mož. Po noči mu je velel Gospod, naj vstane in napade Midjance. Gideon razdeli 300 mož v 3 čete in da vsem možem trobente iz ovnovih rogov ter prazne lončene vrče, da vanje skrijejo prižgane bakle. Izraelci, glejte me in me posnemajte. Brž, ko pridem na rob sovražnega tabora, morate storiti isto kot jaz. Ko zatrobim, morate tudi vi trobiti okrog tabora in kričati za Gospoda in za Gideona. O polnoči, prav takrat, ko Midjanci menjajo straže, pride Gideon s svojimi možmi na rob tabora. Gideon zatrobi in razbije vrč. Za njim zatrobijo vse 3 čete in razbijajo vrče. V levi roki drže bakle, v desni pa trobente iz ovnovih rogov in kričijo: za Gospoda in Gideona. Tedaj nastane v taboru Midjancev taka zmeda, da drug čez drugega vihtijo meče. Vojska začne bežati. Gideon ukaže Izraelcem, naj udarijo za Midjanci, ti pa jo uberejo čez Jordan. Gideon, vladaj nam ti, tvoj sin in tvoj vnuk, kajti rešil si nas iz rok Midjancev. Nikdar, Izraelci, ne bom vam vladal in tudi moj sin vam ne bo. Samo Gospod vam bo vladal. Izraelci so Midjance tako onesposobili za vojno, da si niso nikoli več opomogli. Dežela je 40 let uživala mir, dokler je živel Gideon. Bog nam je zavetje in moč. Kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. Zato se ne bojimo, če tudi se zemlja spremeni, se gore prevale v sredino morja. Naj hrume in buče njegove vode, naj se tresejo gore od njegovega zagona. Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Bog Jakobov. Reka s potoki razveseljuje Božje mesto, ki je presveti šotor najvišjega. Bog je v njegovi sredi, ne bo se majalo. Bog mu pomore ob prvem svitu. Narodi so hrumeli, kraljestva so se majala. Zagrmel je s svojim glasom, ginila je zemlja. Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Bog Jakobov. Pridite, poglejte Gospodova dela, kakšne čudovite reči je naredil na zemlji. Preprečuje vojne tja do konca zemlje, tre loke, lomi sulice in ščite se žiga z ognjem. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog, vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji. Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Bog Jakobov.
templju v Šilu je mladi Samuel služil Gospodu pred očmi duhovnika Elija. Eli je imel 2 sinova, ki naj bi postala njegova naslednika. Bila pa sta pokvarjena fanta in nista spoštovala Gospoda. Ljudem sta jemala meso, ki je bilo pripravljeno za daritev, in ga imela zase. Njun oče Eli je to zvedel in ju pokaral, vendar ni nastopil proti temu brezbožnemu dejanju. Mladi Samuel je rasel in Bog in ljudje so ga imeli radi. Že kot mladenič je nosil duhovniško oblačilo. Njegova mati mu je vsako leto sešila suknjico in mu jo prinesla, kadar sta prišla z možem darovat v Šilo. Eli se postara in oslepi, spi pa v templju, kakor je njegova dolžnost. Nočno službo opravlja mladi Samuel. Oskrbovati mora z oljem 7-ramni svečnik in zjutraj odpirati vrata. Sme spati v Gospodovi hiši. Samuel? Tukaj sem. Klical si me, Eli? Nisem te klical, Samuel. Pojdi spet spat. Samuel? Ja, tukaj sem. Klical si me, Eli? Nisem te klical, sin moj. Pojdi spet spat. Prav. Samuel? Tukaj sem, Eli. Klical si me? Nisem bil jaz, Samuel. Gotovo te je poklical Gospod. Ker nisi še nikoli govoril z njim, nisi spoznal Gospodovega glasu. Pojdi in spet zaspi. Če te še pokliče, reci: Govori, Gospod, tvoj služabnik posluša. Samuel? Samuel? Govori, Gospod, tvoj služabnik posluša. Eli ve, kako njegova sinova zaničujete Gospoda, vendar ničesar ne stori, da bi preprečil njuno brezbožno ravnanje. Zato bom Elijevo družino kaznoval. Samuel je trdno spal do jutra. Potem pa odprl vrata Gospodove hiše. Samuel se je bal povedati Eliju o nočnem videnju. Samuel, Samuel, sin moj, kaj ti je Gospod povedal? Nikar mi ne prikrivaj. Gospod naj ukrene, kar misli, da je prav. Tako je bil poklican Samuel v službo Bogu. Elijeva sinova pa sta umrla istega dne. Gospod je še pozneje govoril Samuelom v templju. In vse, kar je Samuel govoril po Božjem naročilu, se je izpolnilo. Njegovo besedo so spoštovali po vsej deželi, ker so vsi spoznali, da je Samuel resnično Gospodov prerok. Samuel je bil v Izraelu sodnik, dokler je živel. Leto za letom je hodil po deželi, da je Izraelcem razsojal o zadevah med ljudmi. Potem se je vračal v Ramo, kjer je bil doma. Ko se je Samuel postaral, je postavil oba sinova za sodnika v Izraelu. Toda nista se po njem zgledovala, ampak sta gledala samo na svojo korist. Jemala sta podkupnino in razsojala, kakor se jima je zdelo. Zato se zberejo vse Izraelove starešine in gredo k Samuelu v Ramo. Samuel, ti si star, tvoja sinova pa ne živita po tvojem zgledu. Zaradi tega nam postavi kralja. Vlada naj nad nami, kakor je to pri drugih narodih. Toda poslušajte, starešine,